Papež je predstavnike civilne družbe nagovoril v cerkvi svetega Frančiška v Kvitu, ki je najstarejša katoliška zgradba v vsej Latinski Ameriki. Pozval jih je, naj branijo temeljno pravico vsakega posameznika do dostojnega življenja, gojijo naj zavest o zastonjskosti, vrednote solidarnosti in subsidiarnosti. Predvsem pa morajo biti projekti civilne skupnosti usmerjeni v vključevanje. Papež je ekvadorski družbi spregovoril o temi, ki mu je zelo pri srcu, vključevanju vsake osebe in premagovanju kulture izključevanja. V tem pogledu je bil zelo pomenljiv tudi trenutek, ko je eno glasbenih točk izvedel tudi orkester, sestavljen iz mladih, ki so prizadeti ali imajo Downov sindrom. V družini vsi delajo za skupno dobro, ne izključujejo nobenega. Papež je izrazil upanje, da bi tudi političnega nasprotnika ali soseda gledali z istimi očmi kot družinskega člana. V nadaljevanju je poudaril enega temeljnih načel družbenega nauka cerkve. Zasebna lastnina ni absolutna pravica. Kar smo in imamo, nam je bilo podarjeno, in sicer zato, da bi to dali na razpolago v služenje drugim. Dobrine so namenjene vsem in jih ne glede na to, koliko kdo razkazuje svoje imetje, bremeni družbena hipoteka. Tako ekonomski pojem pravičnosti, ki temelji na načelu kupoprodaje, presegamo s pojmom družbene pravičnosti, ki brani temeljno pravico posameznika do dostojnega življenja.